Včeraj je v Murski Soboti potekalo sklepno 53. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. V organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije so se ti zbrali na gimnaziji Murska Sobota ter srednji poklicni tehniški šoli Murska Sobota. V okviru dogodka so predstavili kar 241 različnih raziskovalnih nalog z 19 področij. Zbrane je najprej pozdravil ravnatelj srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota. Ker je danes predvideno nekaj več govornikov, kot je to sicer običajno, vas jaz ne bi predolgo zadrževal, ker vem, da komaj čakate, da se začnejo predstavitve. Zatorej mi dovolite, da vam zaželim prijetno počutje v prostorih obeh šol in pa seveda čim več uspeha pri predstavitvah vaših raziskovalnih nalog. Danes ste se tukaj zbrali najboljši izmed najboljših v Sloveniji. Zato je lahko čisto vsak izmed vas prvak. In ob taki hudi konkurenci verjetno ne sme biti nikomur nerodno, če mu to letos ne bo uspelo. In če tudi vam danes ne bi v celoti uspelo, ste pa lahko najboljši naslednjič, kajti za znanje ni nikoli prepozno. Vso srečo in pa obilo uspehov vam želim. Beseda je pripadla tudi županu Aleksandru Jevšku. Spoštovani mladi raziskovalci, mentori, učitelji, organizatorji, spoštovani visoki gostje, dobrodošli v Murski Soboti, dobrodošli v Prekmurju, ker Slovenija letos praznuje 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prav ste slišali, Slovenija praznuje, ne samo Prekmurje, in želim, da to tudi vaš in naš praznik, hkrati pa praznuje letos 100. obletnico tudi gimnazija Murska Sobota, ki že sedaj čestitamo, se pravi gimnazija, v kateri smo, in ta gimnazija ima zelo dolgo tradicijo. Jaz še enkrat čestitam tudi vsem, ki ste se uspeli uvrstiti na to tekmovanje, in kot župan sem zelo ponosen, da lahko gostimo krem de la krem mlade znanosti. Kot član odbora regij sem visoko dvignil roko, ko smo pripravljali perspektivo, finančno perspektivo za naslednjo obdobje, kajti sredstva za Erasmus, programe za Erasmus Plus se bodo podvojila, kar bo omogočalo, da se bo število mladih raziskovalcev po Evropi in svetu lahko izobraževalo 3-krat več kot pa do sedaj. Jaz mislim, da je to dodaten razlog, da 26. maja tisti, ki imate volilno pravico, greste na volitve in volite za Evropo, takšno, kakršno si jo boste vi izbrali, kajti Evropa je pravzaprav naša oziroma vaša prihodnost. Tisti, ki pa še nimate volilne pravice, pa kot pravi mi Prekmurci, dregnite očo pa mamo, naj grejo na volitve in skupaj volimo, da bo 21. stoletje, stoletje mladih raziskovalcev Evrope in ne stoletje mladih raziskovalcev Kitajske ali pa Amerike. Srečno! Veliko spodbudnih besed je mladim raziskovalcem namenil Mitja Slavinec. Prej sem na tradicionalnem nagovoru članicam in članom strokovnih komisij priporočal prijazno radovednost. Prijazno radovednost do vas, in to sedaj tukaj izpostavljam, da boste toliko bolj samozavestni lahko pri svojih predstavitvah, in to vam naj bo tudi vodilo v življenju. Samozavest šteje veliko in pripelje vas visoko. Druga stvar, ki sem jo tam ugotovil, pa je, da je to srečanje najboljše srečanje. Pa to srečanje ni najboljše zaradi organizatorjev, recenzentov in vseh ostalih, ki smo tukaj, da ga pripravimo. To srečanje je najboljše zaradi vas. Zaradi vas, mlade raziskovalke in raziskovalci, ki ste imeli ob sebi tudi odlične mentorje in ki ste tisti, ki se družite z najboljšimi. In to počnite tudi v prihodnje. Poiščite si področje, kjer boste lahko najboljši, in tam si poiščite tudi svojo družbo. In tam, vedite, boste uspešni zaradi tega, ker boste to, kar počnete, počeli z veseljem in ker
vam bo to v užitek. In naj vas ni strah biti najboljši. Nasprotno, to je edini cilj in vodilo, ki vam ga polagam na srce. In srečanje mladih raziskovalcev je najboljše po še eni stvari, ki jo morda včasih pozabimo, je pa zelo, zelo pomembno. Znanje, ki ga pridobite, je pomembna stvar. Vendar s časom zbledi, pozabite, marsikaj pozabite. Vsi pozabljamo, kajti spomin je stvar, ki ni najbolj trajna. Če se pa naučite in navadite znanje, ki ga imate, povezovati, strokovno povedano, če se naučite živeti raziskovalno, da vam to postane način razmišljanja in življenja, potem pa primanjkljaj znanja z lahkoto nadoknadite z lastnim razmišljanjem in nadgradnjo tistega malo znanja, ki ga pa niste pozabili, kajti zmeraj pa nekaj ostane. In naj vam tudi današnji dan v Murski Soboti ostane v zelo prijetnem spominu in ob druženju seveda se boste tudi veliko naučili, ko boste poslušali drug drugega. Razmišljajte ob tem, raziskujte in vse dobro vam želim. Še posebej mentorji ne pozabite v redovalnicah nagraditi njihovega uspeha na državnem srečanju. Vse vem, da ni treba, ker so itak odlični, ampak spodbuda pa je vseeno prava. Hvala lepa. Mlade je nagovoril tudi Radovan Stanislav Pejovnik. Danes vas je tukaj preko 400 tekmovalcev iz več kot 200 slovenskih šol. In to seveda pomeni, da je Slovenija dežela znanja, da Slovenci damo nekaj na tiste, ki ustvarjajo novo znanje. In prav vam, mladim, mislim, da je treba povedati dve stvari. Prva je spoštovanje. Spoštovanje do vsega, kar je novo, spoštovanje do odkrivanja tistega, česar ne znamo. In pri tem, drage mlade raziskovalke in dragi mladi raziskovalci, ponavljanje tistega, kar že znamo, ne prinese novosti. Torej vam moram položiti na srce, iščite novo. Ukvarjajte se s tistim, kar ne znamo. Hodite po neuhojenih poteh in pustite sled. To je tisto, kar šteje. Ponavljati za drugimi je vedno preprosto. Odkrivati novo je težavno in pogosto tega sami ne zmoremo. Delati moramo v skupini, delati moramo v ekipi in pogosto moramo, ali pa večinoma moramo delati pod vodstvom. Zato vem, mlade raziskovalke in mladi raziskovalci, da poznate vlogo vaših učiteljev, vaših mentorjev. Vloga ni samo, da vam prenašajo novo znanje, njihova vloga je tudi v tem, da vas naučijo, kako se je potrebno učiti. In ker to počno s srcem in z dobro voljo, predlagam, da jim gromko zaploskamo. Hvala mentorice, hvala mentori. In druga stvar, ki se mi zdi v življenju zelo pomembna, je ne samo, da odkrivate novo, ampak da mislite svojo glavo. Ne verjemite vsega, kar slišite. Vsako stvar preverite. Vsako stvar 3-krat premislite. Ni res, da je vse res, kar preberete, in ni res, da je vse res, kar slišite. Zato ste mladi, da nas opozorite, da veste, kaj se v življenju dogaja. In zato vas prosim, mislite svojo glavo in uprite se, kadar je potrebno. Premalo vas učimo, da je vaše vedenje in vaše znanje zelo pomembno. Zato hvala, da ste danes tukaj.
Hvala, da ste pripravljeni misliti svojo glavo. Prosim vas, delajte to tudi v prihodnje. Srečanje mladih raziskovalcev je uradno odprl državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer. Verjetno ni naključje, da je današnje srečanje v Murski Soboti. Prekmurje radi rečejo, da je glava Slovenije, če pogledamo to našo lepo kokoš. V vaši družbi danes pa je verjetno to možgani Slovenije. Tako da hvala, da ste se zbrali, hvala, da ste se odločili za raziskovanje in za raziskovalne naloge in spoznavanje novega. Kajti samo spoznavanje novega je tisto, kar bo prineslo do novih spoznanj in do Slovenije in naše družbe kot družbe znanja. In kot je že prej rekel župan, izmenjavanje izkušenj, izmenjavanje znanja, izmenjavanja načinov pogledov na svet, če želite. Imamo na takšnih priložnostih, kot je danes, kjer se srečate iz vse Slovenije, edinstveno priložnost, da se s svojimi vrstniki izmenjate poglede, ideje, mogoče tudi plane za prihodnje. In tako boste skozi življenje v prihodnje, podobno preko programov kot je Erasmus, pa še katerih drugih, imeli neskončno priložnosti, da svoje poglede na svet, raziskovalne ideje razširite z drugimi. Kajti tu je ključen del. Vi morate se naučiti sodelovati ne samo s svojimi vrstniki v domačem kraju, ampak tudi izven tega kraja, če želite tudi izven meja naše države. Ampak nikakor pa pri tem ne smete pozabiti, da pri tem kroženju možganov, pri tej možganski vihri, ne pozabite, odkje prihajate, zakaj to počnete in zakaj vas je v bistvu to peljalo do tega, da ste vedoželjni in želite zvedeti nekaj novega. Glejte, znanje je ena tistih redkih stvari v življenju, ki vam jih nihče ne more vzeti. Vedoželjnost, raziskovalne naloge, ki vas bodo pripeljale do nekih novih spoznanj, so zanimiva odkritja, ki bodo z vami ostala zavedno in predvsem se boste znali z njimi tako ali drugače prihodno identificirati. Zdaj, danes stojimo v telovadnici, zato ker je pač to največji prostor, predvidevam, in zelo veliko v naši družbi znamo govoriti o uspešnih športnikih in kulturnikih, pa gospodarstvenih, če želite. Mnogo pa je malo pa o uspešnih raziskovalkah in raziskovalcih, ki prav tako postavljajo temelj te naše družbe in vsem, ki ste se odločili in ste na tem področju aktivni, moramo mi vsi skupaj biti še kako hvaležni. Slovesna razglasitev rezultatov bo potekala 8. junija 2019 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. Tam bodo podelili priznanja in nagrade zlatim nagrajencem s tekmovanj znanja in srečanja mladih raziskovalcev.